Priljubljenost mansardnih stanovanj vsako leto narašča. Ne le, da je izkoristek neizrabljenih podstreh za bivanje v skladu s sodobnimi trajnostnimi načeli, mansarda je zaradi svoje razgibane geometrije tudi atraktiven in prijeten bivalni prostor. Stanovanjske potrebe se nam skozi življenje ves čas spreminjajo. Gospod Gregor, zakaj in kako ste se lotili mansarde v hiši? Zaradi velikosti družine, imamo 3 otroke, je bilo v trenutnem bivalnem prostoru pritličja hiše premalo prostora in smo se odločili, da uredimo mansardo, kjer bojo otroci lahko imeli vsak svojo sobo. Kakšna pa je bila hiša pred tem? Pred slabim letom smo kupila hišo z neizdelano mansardo. Na mansardi je bilo potrebno še izdelati načrt za postavitev prostorov. Določene stene so že bile postavljene in smo bila prisiljena se ravnati po teh zidovih, večinoma pa smo postavila stene po najinem načrtu. Bila smo zelo pozorna na velikost sob, hotela smo čim večji izkoristek, čim večje sobe. Ostalo nam je pa še nekaj prostora za dodatno sobo, kjer imamo namen urediti fitness in kopalnico. In čemu ste dali največji poudarek pri izdelavi mansarde? Najbolj pozorna smo bila na izolativne materiale. Glede na to, da je mansarda večja izguba toplotne energije, ki pač uhaja v zrak, smo se odločili, da bomo uporabljali kvalitetne materiale, naravne materiale, ki najbolj omogočajo izolativnost in zdravo okolje. In kakšne materiale ste izbrali? Odločili smo se za stekleno volno Knauf Isolation, ker je edina trenutno, ki je zadostovala najinim pogojem, ki smo jih želela izpolniti z izolacijo v mansardi. Za varno bivanje v mansardi je potrebna vgradnja kvalitetnih materialov. Povprašali smo strokovnjaka, kakšne izolativne materiale izbrati. Pogoste napake, ki se dogajajo pri sami izvedbi mansardnih stanovanj, je v nepravilni izbiri ustreznega izolacijskega materiala, kajti vemo, da so mansarde v poletnem obdobju zelo toplotno obremenjene, zato moramo poleg zimskega obdobja zagotavljati ustrezno poletno obdobje v samih mansardnih prostorih. To dosežemo z uporabo nekoliko gostejših, kompaktnejših izolacijskih filcev, ki imajo tudi boljšo nižjo vrednost toplotne prevodnosti lambda. Nekako priporočamo produkte z oznako Unifit 035 ali v primeru manjše razpoložljivosti samega prostora oziroma višine celo izolacijske vrednosti 032. Toplotna izolacija ima pravo vrednost in dolgoročno funkcijo, če je vgrajena z ustreznimi sistemskimi komponentami. To pomeni zrakotesna vgradnja parnih zapor ovir in ustreznih pripadajočih sistemskih lepilnih trakov HomeSeal LDS. Na ta način zagotavljamo dolgoročno funkcijo same toplotne izolacije in omogočamo lastnikom kvalitetno bivanje v mansardnih prostorih. Lastniki mansard z uporabo mineralne steklene volne poleg odlične toplotne izolativnosti pridobivajo na visoki požarni zaščiti in zvočni izolativnosti. Nova steklena volna je proizvedena po tehnologiji z vezivom na bioosnovi, kar prispeva k boljši kvaliteti zraka v prostoru. Pri svojem delu, izolaciji mansard, uporabljamo stekleno volno Knauf Insulation Ecos. Za to izolacijo smo se odločili, ker se ne praši, je fleksibilna, ne povzroča srbenja ter se preprosto reže. Zaradi njene fleksibilnosti je preprosta za montažo med Knauf profile, zato jo uporabljamo pri svojih suhomontažnih delih. In katerim željam ste še sledili pri izdelavi mansarde? Se pravi, omenili ste materiale? Potrebe prostorov. Mansardo smo izdelovali na tak način, da bi lahko v kasnejšem času iz nje naredili samostojno stanovanje. To pomeni, da ste priključke prilagodili? Ja, vse priključki so narejeni tako, da lahko v vsakem trenutku iz ene sobe narediš drugo sobo. Trenutno iz otroške sobe, na primer, naredimo dnevno sobo, lahko iz druge sobe kuhinjo, kopalnica je na svojem mestu, dnevno sobo, spalnico,
V bistvu vse napeljave so narejene tako, da jih lahko v vsakem trenutku spremenimo in prilagodimo na kakšen drug prostor. In celo vhod v to mansardo imate posebej, tako da bi bila lahko to posebna bivalna enota, če prav razumem. Trenutno je vhod iz zunanje strani, bomo pa v kratkem še uredili vhod iz notranje strani, tako da v bistvu v vsakem trenutku lahko zapreš enega ali drugega in uporabiš tistega, ki ti pač tisti trenutek najbolj ugoden. Kako ste pa kaj upoštevali želje otrok, njihovo počutje? Otroci so imeli največjo besedo pri izbiri barv, vse ostale dizajne smo z ženo izbirala sama. No, Špela, da mi povej, odkot ideja za to tvojo modro sobo? V eni risanki, ko je bila bela psička v belo-modri sobi. Aha, od tam. Ja. Stin, poleg tega Xboxa, kaj ti najbolj všeč v tvoji sobi? Posla. Poslo, zakaj? 1,40 m, koliko je to? Ja, ker rad spim na njej zato. Aha, ampak a ni malo premalo za dva? Pa je. Ha? Je. Je, dobro. Po kakšnem ključu si jo pa opremil, tako kot si jo? Ja, Malo bolj taki temni toni, tako taka resna deluje, odrasla. v bistvu sta mi jo zbrala očim in mama, ampak sem jo zelo zadovoljen. Aha, one dva si ti izbrala, ali pa si ti sam potrdil? Ja, v bistvu Ali sta si mi kaj jo sodeloval prepokazala. zraven? Barve? Sem sodeloval. Si. Ok. Dobro. A bo to litrica? Ne bo. Skoraj. In koliko časa ste porabili za ureditev mansarde? Za izdelavo prostorov v mansardi smo potrebovali približno 3 mesece časa. Najbolj intenzivno smo opravljali delo na mansardi v prejšnjem tednu. Bilo je potrebno položiti tla, sestaviti pohištvo, zbeliti sobe in to se da tudi, če stisneš v enem tednu narediti. A to pomeni, da smo vas mi z našim prihodom stisnili v ta enotedenski rok? Ja, če vi ne bi z vašim prihodom, bi verjetno zadeva trajala bistveno dlje. No, me zelo veseli, da smo vam pomagali pri tem. S čim ste pa vi oziroma vaša družina prepričali komisijo nagradne igre Do Re Mi, da vam je brezplačno podarila izolacijo za vašo mansardo? Eden izmed pogojev je bil vers, ki ga je bilo treba sestaviti. Samo en vers? Midva pa smo napisala celo pesmico. O, bravo.